Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, čas je za dogodke dneva. Zaključilo se je 37. tekmovanje za čiste zobke. Lions klub Celje Mozaik pripravil dobrodelno prireditev Znani Celjani kuhajo. 43. Cicibanjade se je udeležilo 113 otrok. Dobovec dobil 5. finalno tekmo in osvojil 7. naslov državnega prvaka. Zaključilo se je 37. tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki poteka po osnovnih šolah v občinah Celje, Vojnik, Dobrna in Štore. Na zaključni prireditvi so najboljšim razredom iz vsake sodelujoče šole podelili priznanja in jih nagradili še z ogledom filma v kinu. Tradicionalno tekmovanje v čistosti zob poteka že 40 letja, zato ga poznajo številne generacije učencev, tudi starši otrok, ki zdaj obiskujejo osnovno šolo. Tekmovanje je del zobozdravstvene preventive, nagrada za najboljše razrede posameznih šol pa zaključna prireditev s podelitvijo priznanj in ogledom filma. Moram reči, da smo veseli, da akcija ponovno poteka po obdobju covida, ko pravzaprav 3 leta, skoraj da 3 leta ni bilo prireditve zaključne akcije, pa bolj okrnjeno potekala. Vidi se, da otroci radi sodelujejo v neki taki akciji, predvsem pa je namen te akcije to, da tekmujejo razredi med seboj. To pomeni, da si otroci med seboj spodbujajo. Vsi otroci namreč od doma nimajo spodbudnega okolja, zato je pomembna ta medvrstniška spodbuda, spodbuda strani učiteljic, pa tudi naših izvajalk vzgoje za ustno zdravje. Tekmovanje poteka na 18 osnovnih šolah v občinah Celje, Vojnik, Dobrna in Štore. Ob naključnem obisku razredov pa torej zobozdravstvene medicinske sestre preverjajo, kako otroci skrbijo za svoje zobe. Dali so nam take, pogledali so nam, pa smo pa imeli tako knjižico, pa so nam tako štampilko dali. Pa so nam pa povedali, kako smo dobili. In vaš razred je bil kar priden? Ja, pa ko smo imeli na koncu 197 točk, pa smo bili prvi na šoli. Smo bili kar pridni, 3 točke so nam zmanjkale, da bi imeli vse. Smo dobili samo 5 štirk, drugaci vsi fajn umivajo zobe, eni pač si mogoče malo z nitko pa tako. Da nam tabletko, da jo poližemo, potem pa pogleda in vidi, koliko nam je še ostale te tablete na zobih. To so pač umazanije zobih. Pa oceni, koliko imamo pač čiste pa nečiste. Zobozdravniki opozarjajo, da je za zdrave zobe ob redni higieni pomembna tudi zdrava prehrana. Med težavami, ki jih pri učencih najpogosteje zaznajo, je tudi pretirano uživanje sladkih pijač. Čeprav osnove zobne preventive ostajajo, pa so to skozi 40 letja vse skozi prilagajali najpogostejšim težavam, ki jih opažajo zobozdravniki. Zagotovo se je spremenilo predvsem poznavanje in motivacija glede ustnega zdravja, ne samo higiene, tudi prehrana, napitki in nasploh skrb za svoje zdravje, ker zobje so samo del telesa in če dobro skrbimo za svoje telo, vsekakor naredimo veliko dobrega tudi za svoje zobe. Zobje so zato v ustih, da delajo, da grizajo. To pomeni, najbolj pomembna je čvrsta, čim manj pridelana hrana, če se le da lokalno pridelana in sladkanje samo po obroku. Zelo pomembno pa je, da za žejo izbirajo vodo. Imamo namreč ta privilegij, da nam v Sloveniji iz pipe priteče zdrava pitna voda in dajmo to izkoristiti. Vsekakor bomo tudi največ naredili na ta način za zdravo telo in zobe. Pri tem skušajo otroke, pa tudi njihove starše opozoriti še na pomembnost redne prehrane, obvestnem čiščenju zob, pa tudi na redne obiske zobozdravnikov. Članice Lions kluba Celje Mozaik so konec tedna v celjskem mestnem središču pripravile dobrodelno prireditev Znani Celjani kuhajo. Tokrat so jed pripravljale Breda Stepan, Mija Koprivci in Greta Jenček.
Članice Lions kluba Celje Mozaik so minulo soboto na celjski tržnici znova pripravile že tradicionalno dobrodelno prireditev Znani Celjani kuhajo. Letošnji dobrodelni dogodek so posvetili Almi M. Karlin. Sredstva zbiramo vedno z dobrodelnimi dogodki. To pomeni, da pripravimo kak tak dogodek, ponavadi vedno kaj kuhamo, pečemo, potem nas Celjani poznajo. Tudi donatorje imamo, tako da če nam donatorji kaj donirajo, drugače pa večina teh akcij se pripravi, da mi nekaj pripravimo, da lahko tisti, ki darujejo, nekaj poskusijo, pojejo, se z nami pogovorimo, na tak način nekako funkcioniramo. Zbrane dobrodelne prispevke obiskovalcev bodo namenili štipendiranju otrok iz socialno šibkih družin. Danes pripravljajo hrano 3 krasne ženske, to se pravi Breda Stepan, učiteljica in lutkarica, Mija Koprivc, fotografinja, in pa Greta Jenček. Ona je učiteljica in popotnica na SIC-u Alme Karlin, tako da prav te vse nekako pašejo v ta nas koncept. In pa seveda tudi člani Lions kluba Zadar, oni pa pripravljajo fritole. Tokrat so jedi pripravljale Breda Stepan, Mija Koprivc in Greta Jenček. Pripravljam tajsko jed iz voka, ki se imenuje pad taj, s piščancem, s tofujem, z arašidi, s kalčki, potem pa imamo eno posebno omako, ki napravi ta tajski okus, in sicer je narejena iz tamarina, iz fish sosa, torej iz neke take ribje omake, malo čebule, česna, malo čilija in karameliziranega sladkorja, ki tudi naredi poseben okus, in seveda z malo skrivnostnih sestavin, predvsem ljubezni. In odkot ideja za to jed? Na idejo smo pa seveda prišli glede na to, da je Alma Karlin potovala po svetu, in smo potem malo pobrskali po destinacijah, kamor je hodila, in seveda, da smo izbrali eno jed, ki je mogoče na takem prostoru suvereno pripraviti, da ni prezahtevna, seveda. Almin krožnik je pripravila Petra Zlatoper in kot pravi sama, gre za njeno pogruntavščino. Seveda pač ne sme manjkati azijske začimbe, pa soja, drugače pa riževi rezanci, korenček, brokoli, bučke, paprika, in to vse zmešaš, fajn spečeš in poješ. Članice Lions kluba Celje Mozaik letos obeležujejo 25 let, so pa tudi prejemnice srebrnega celjskega grba. V športnem društvu Gaberje so uspešno izpeljali že 43. Cicibanijado, ki jo zadnjih 29 let izvajajo v okviru akcije Veter v laseh športom proti zasvojenosti. Gre za spretnostni poligon za predšolske otroke iz vrtcev in športnih društev. Letos se je Cicibanijade udeležilo 113 otrok iz 12 ekip. Cicibanijado, tradicionalno športno prireditev za najmlajše iz otroških vrtcev in športnih društev, v športnem društvu Gaberje Celje pripravljajo vedno ob zaključku maja meseca in ima svoje korenine v gimnastičnih mnogobojih, ki so jih v preteklosti pripravljali na prostem, v mesecu maju ob nekdanjem dnevu mladosti. Zadnjih 29 let pa jo izvajajo v okviru akcije Veter v laseh športom proti zasvojenostim, ki jo koordinira Športna unija Slovenije. Njen osnovni namen pa je seveda otroke že v rosni mladosti, 3, 4 ali 5 let, navaditi in navdušiti za športne aktivnosti, in to akcijo v športnem društvu Gaberje Celje uspešno združujejo pod svojim znakom kakovosti Zdravo društvo in predstavlja zaključek celostnega programa športne vadbe za najmlajše, ki se v njihovem častitljivem nekdanjem Sokolskem domu iz leta 1908 odvija vsak četrtek med 17. in 18. uro. Kljub dežju tik pred pričetkom se je letošnje prireditve udeležilo 12 ekip s 113 malčki. In predsednik športnega društva Gaberje, legendarni Metod Trebičnik, je z letošnjo izvedbo in udeležbo zadovoljen. Ja, jaz moram povedati, da sem izredno zadovoljen z današnjim 43. srečanjem najmlajših s tem spretnostnem poligonom. Čeprav, tako praviš, nam je vreme kar grdo zagodlo, ravno malo pred smo začeli z akcijo, ampak
Sem izredno vesel, da je v prostorih naših majhnih športnega društva Gaberje vendar prišlo točno toliko otrok, kot se je prijavilo, to se pravi nekaj čez 100 in to večinoma iz vrtca Tončke Čečeve in obeh partizanov. Vrtci, ostala dva vrtca pa so žal imeli druge prireditve in so za danes odpovedali. Vzdušje pri tem, ko so se najmlajši pomirili v spretnostnem poligonu, v katerem so bili itak vsi zmagovalci, pa je bilo seveda izjemno doživeto. Svojim bučnim spodbujanjem številnih staršev, vzgojiteljev in drugih obiskovalcev, ki so zasedli vse razpoložljive prostore v telovadnici in na balkonu in tako Cicibanjadi pridijali pravi športni pridih. Nekaj več v letošnji udeležbi pa tajnica društva in častna članica Irena Naglav. Ja, udeležba je bila kljub vremenu, ki nas je ujelo, zelo dobra, no, bilo je okoli 110 otrok. Moram pohvaliti vrtec Tončke Čečeve, ki so se res udeležili s svojimi varovanci. Športno društvo Nova vas, seveda naše domače društvo. Tako da so bili in otroci so bili zadovoljni in se je dogajalo, se pravi, en klub dežel, ki nas je pol ure pred začetkom prireditve lepo opralo. Ker ima športno društvo Gaberje Celje uradno tudi licenci Zdravo društvo in naravi prijazni športi, ki jo dodeljuje Športna unija Slovenije, so udeleženci sabo prinesli kot vstopnico plastične zamaške, ki jih zbirajo v humanitarne namene. Tokrat za Zvezo prijateljev mladine Slovenije za perspektivne mlade športnike. Malčki so tudi letošnjo Cicibanjado zaključili s pesmicami. Žal pa zaradi mokrega igrišča nič ni bilo z risanjem na asfalt. Vsi so prijeli spominsko medaljo okrog vratu ter malico in darilno vrečko, ki so jo napolnili sponzorji, ekipe pa pisna priznanja. Slabo vreme pa tako ali tako ni pokvarilo veselega in sproščenega vzdušja ter navdušenje otrok, ki so obljubili, da naslednje leto ponovno pridejo. Več v letošnji Cicibanjadi pa v tedenski izdaji na televiziji Celje. Dobovec je 7. državni prvak v futsalu. Na odločilni 5. tekmi v Rogaški Slatini je 7:1 premagal vrhniški Siliko in finalno serijo dobil s 3:2 v zmagah. Za Dobovec je bil to 6. zaporedni naslov, na večni lestvici pa zdaj le še za 3 naslove zaostajajo za Litijo, ki je bila državni prvak 10-krat. Dobovec je ravno na najbolj pomembni tekmi sezone prikazal najboljšo letošnjo predstavo in kot prvi v letošnji finalni seriji uspel zmagati pred svojimi navijači. Za razliko od prvih 4 finalnih tekem je bil tokrat Dobovec za razred boljši tekmec. Martinez je pri zmagovalcih dosegel 3 od 7 zadetkov. Zaista sem presrečen, da smo uspeli. Presrečen sem, da smo spet uspeli osvojiti naslov. Najprej se želim zahvaliti mojim igralcem, ki so danes brez moje pomoči odigrali vrhunsko tekmo. Pokazali so pravi karakter. Šli smo skozi težko sezono, mnogi so nas že pred sezono odpisovali, mi pa smo vedno znova našli dovolj motiva in energije. Ta naslov je eden mojih najslajših, saj 15. avgusta lani nismo vedeli, kje smo. Vsi so že videli Dobovec, ki letos ne bo prvak. Igralci so s trdim delom skozi sezono napredovali in v zahtevni končnici pokazali pravi karakter. 7 let sem že v Sloveniji, a doslej še nisem doživel takšnega vzdušja, kot je bilo nocoj v Rogaški Slatini. Zato sta zaslužna oba finalista. Ekstra izčrpajoča sezona, ekstra izčrpajoče finale. Na koncu mislim, da smo skozi 5 tekem vseeno pokazali, kar se futsal vsebine tiče več. Bili 2-krat umirjeni v glavi, zmagali tekme, 2-krat izgubili glavo, izgubili tekme, se pripeljali v težko situacijo, se pobrali in pa na 5. tekmi pokazali izredno zrelost, kljub temu, da Dobovec ni tak izkušen, kot ljudje govorijo.
Dobovec ima 2 igralce, ki imata odigrane tekme, vsi ostali igralci imajo isto ali manj odigranih tekem kot sili, ko to je potrebno povedati. In na tem mestu ni bilo lahko fantom. Vem, da jim je bila priprava na današnjo tekmo težka, vem, da je verjetno bilo 100 ur do današnje tekme, v glavi milijon stvari, ampak ko smo enkrat stopili na igrišče, smo zbistrili misli in razmišljali zgolj o stvareh, katere smo delali skozi sezono, to prikazali na terenu in pač danes mislim, da je na koncu tej tekmi zmagal boljši nasprotnik. Trener Kujtim Morina je na 4. finalni tekmi prejel rumeni karton, zato je v njegovi odsotnosti 5. finalno tekmo vodil njegov pomočnik Rok Mordej. Rok je moja desna ruka, kao igrač. Rok je bil moja desna roka že kot igralec, zdaj je v isti vlogi kot trener. Veliko zaslug pri tem naslovu je tudi njegovih. Vesel sem, da je tekmo, ki jo je vodil samostojno, vodil bolje od mene in jo dobil s tako visoko razliko. Ob tej priložnosti se mu želim v imenu igralcev in svojem imenu zahvaliti za vse, kar je storil za nas v tej sezoni. U ime cijele ekipe i mene osobno. Siliko je v finalu državnega prvenstva igral drugič v zgodovini kluba. Tokrat je bil v Dobovcu precej bližje kot pred letom dni. Pa vse skupaj, mislim, da 4 tekme smo bili skoraj egal, če ne egal, vsako tekmo. Celo imeli zaključno žogico, tako bom rekel. Pomislili smo o tem, da bomo lahko prvaki, da mogoče bomo prvaki in enostavno roko na srce, mislim, eno je zmagati tekmo, 2, eno je pa biti prvak. In očitno, ne očitno, ampak res nismo zreli za to, da bi bili prvaki, da bi premagali tako ekipo kot je Dobovec. Po mnenju Kujtima Morine so pri Dobovcu pred letošnjo sezono postavili trdne temelje novega moštva, ki na slovenski futsal sceni še ni rekel zadnje besede. Kažem, prije svega ova ekipa me kupila jednim svojim karakterom. To moštvo me je kupilo predvsem svojim karakterjem. Ni bilo izostankov na treningih, res smo trdo delali. To je moštvo, ki je vse skozi verjelo in to je v športu najbolj pomembno. Zgradili smo novo bazo za novi Dobovec, ki bo s tem moštvom vedno lahko imel v Sloveniji najvišje cilje. Verjamem pa tudi, da bo Slovenijo dostojno zastopal tudi na mednarodni sceni. 7 godina radi odlično i vjerujem da će to tako i nastaviti. Padavine bodo ponoči slabele in proti jutru ponehale. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribovitih krajih. Zapihal bo jugozahodnik. V četrtek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno v zahodnih krajih. Popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Postopno bo topleje. To so bili dogodki dneva. Hvala za pozornost, prijeten preostanek večera in bodite v naši družbi znova jutri. Nasvidenje.